slovesnim odkritjem spominske plošče so se na Blejskem gradu poklonili spominu na Primoža Trubarja. Dogodek je potekal v sodelovanju Zavoda za kulturo Bled z občino Bled, Evangeličansko cerkvijo AV v Sloveniji in Mursko-Soboško podružnico Slovenskega protestantskega društva. Oskar Norčič je ob tej priložnosti predstavil svoj zgodovinski esej Od kneza Koclja do slovenskega domoljubja. Zdaj pa kako sem se odločil, da sem to pisal. Takoj v začetku, ko sem jaz to povedal, da bom to zgodovino proučeval, to je bilo 3 leta branje vseh slovenskih zgodovinskih knjig, ki je največ ena stran napisana v panonski Sloveniji, to je kneževini ali vojvodini Pribine in kneza Koclja. Več kot pisanje je bilo tega branja in sem opazil, da je panonska Slovenija, ta prvobitna druga kneževina slovenskega naroda, malo zapostavljena. In slovenski narod izhaja iz 2 kneževin, Karantanije in Spodnje Panonije. Karantanija se je žal ponemčila. To sem tudi tu opisoval. No in že v začetku se mi je priključil k temu pisanju moj veliki prijatelj, ki ga žal zdaj ni tu zaradi bolezni, Geza Erniša. Z Gezo Ernišo smo najprej obiskali spominski park v Blatogradu, zdaj je to Zalavar, ki smo napravili slike, ki so tu notri in smo se tudi zmenili v konceptu. Koncept je bil v začetku malo drugačen, ampak takrat je pa se priključil akademik Marko Jesenšek, ki je dal dejansko naslov Prej je bil Blatograd nekoč in njegovi ostanki danes. Zdaj pa je gospod Jesenšek predlagal, da naj damo tak naslov kot je in to smo sprejeli. Glavni urednik eseja, častni škof Geza Erniša, je v uvodni besedi zapisal, da je to pravzaprav esej o domoljubju, slovenski samobitnosti in obdelovanju njive, ki smo jo kasneje imenovali za slovensko. Več o zanimivem delu nam je povedala doktorica Klavdija Sedar, direktorica zavoda Primož Trubar v Murski Soboti. Najprej smo lahko slišali, kako sta Solunska vrata Ciril in Metod širila bogoslužje, slovansko bogoslužje, širila vero in s tem sta tudi postavila temelje krščanstva, tako v Spodnji Panoniji kot seveda tudi širše. In to je pravzaprav tisti začetek, ki ga seveda je dobro poznati. Potrebno je znati poznati te svoje korenine, da potem lažje in bolje razumemo kasnejše dogodke, razmere in seveda tudi današnjo situacijo. Prisotne je na slovesnosti nagovoril tudi Leon Novak, škof Evangeličanske cerkve AV v Sloveniji. Kot škof Evangeličanske cerkve v Sloveniji sem zelo počaščen, da smo danes lahko odkrili to spominsko obeležje Primožu Trubarju. Primož Trubar je naš največji reformator, podaril nam je slovenski knjižni jezik in pa tudi nagovoril ves narod kot ljubi Slovenci. Trubar je povezoval in tudi mi kot Evangeličanska cerkev si želimo povezovati vse ljudi dobre volje in spodbujati k temu, da eden z drugim živimo v miru, da se podpiramo, da smo solidarni in da res v pozitivnem smislu izgrajujemo družbo in pa državo, v kateri živimo in ki nam daje topel dom. Marsikdo ne ve, da se je Primož Trubar na svoji poti iz Tübingena v Ljubljano ustavil tudi na Blejskem gradu. Povabil ga je velik podpornik protestantov na Slovenskem, takratni zakupnik gradu, grof Herbert VIII. Auersperg Turjaški. O tem dogodku pripoveduje grajski tiskar. Spoštovani Gmajnfolk, koliko veselen čas meni je, da vas seznanim s tem, kako je Primož Trubar potoval iz Tübingena v Ljubljano. 13. dan potovanja se je ustavil v gostilni Cuznaru pod Korenu, kot je gostilničar poslal sla s poročilom na Blejski grad: Trubar prihaja. In gospa Turjaška, ko je izvedela za to, mu je poslala 3 konje naproti in ga pospremila na Blejski grad.
Na Blejskem gradu je pridigal in naslednji dan ga je grof Ditinštajnski z Radovljice prišel iskat, ga peljal k sebi domov na južno, potem so pa odjahali skupaj na Brdo pri Kranju, kodr se še danes marsikaj zanimivega dogaja. Danes na njegov obisk spominjata tako grajska tiskarna z repliko Gutenbergovega tiskarskega stroja, kot muzejska soba, ki so si jo ogledali tudi gostje s Prekmurja in Bleda. In seveda nova spominska plošča, ki jo opominja na Trubarjev pomen za Slovence. To je dolgo pričakovana in želena oddolžitev Trubarju za to, da smo ne samo Blejci, ampak vsi Slovenci obstali, ker je prvi, ki nas je imenoval s tem imenom. Moram reči, to slovo je v starem jeziku, no zdaj sem slišal, da je bil to staroslovenski, pomeni beseda. To je tisti, ki ima besedo in potem se mi imenujejo. Napram Nemcem, ki Nem pomeni pa tisti, ki ne govori. Zato imamo Slovenci, Nemci, tisti, ki imajo besedo, tisti, ki jo nimajo. In on nas je tako poimenoval, kot so se že od vekoma imenovali. In seveda smo prišli do prve knjige, prve naše tiskane besede in s tem je dal osnovo naši narodni biti. In ta človek je na tem gradu bil. Vse okoliščine so seveda bile tudi zelo zapletene, da so bili hudi časi, so bili Blejci med sabo močno sprti in končal se je tako, da je 33 blejskih družin mogli tukaj drugam. So bili pa seveda pošteno izplačani, ampak to še ni isto. In me res veseli, da je danes prišla tudi taka velika skupina naše evangeličanske cerkve iz Prekmurja, kjer so se lažje obdržali, ki je bilo v madžarski polovici cesarstva bila verska svoboda večja. To obeležje je seveda zelo pomemben mejnik in ena pomembnih točk poti reformacije na Slovenskem, poleg vseh ostalih, ki jih že imamo, kajti približa nam dejansko tudi kraj, njegovo področje delovanja in seveda tukaj vidimo, kako dejansko se je tudi širila vera. Torej, vera se je širila po vsem slovenskem ozemlju, za kar si je Primož Trubar zelo prizadeval, seveda, da bodo njegovi ljubi Slovenci, kot jih je imenoval, znali vero, poznali vero, da bodo znali brati, se učili, da bodo imeli duhovno hrano in da bodo s to tudi rasli. Primožu Trubarju veliko dolgujemo, morda pa še vedno nismo tako ponosni nanj, kot je bil on na nas, svoje ljube Slovence. Matjaž Gruden, predsednik Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar, o tem. Mislim, da našega Primoža Trubarja preveč v neko ozadje postavljamo. Ne? Ta njegov pomen za slovenstvo, da je neke vrste ustanovitelj, brez njega vprašanje, če bi Slovenci bili, ni dovolj zasiden, predvsem med mladimi, jaz mislim. In zato je takle dogodek izjemnega pomena, še posebej, ker povezuje Trubarjevo Rastco, pa Prekmurje, ker je zdaj največje število protestantov, in pa pomembne kraje v Trubarjevem življenju, med njimi je tudi Bled. Smo dolžni to Trubarjevo dediščino majčkeno bolj promovirati. In v smislu, da gre ta dediščina v podzavest in zavest mladih in bi rad, da v šolske programe pride neko obvezno obiskovanje pomembnih postojank na Trubarjevi življenjski poti. Spominsko ploščo Primožu Trubarju je izdelal akademski kipar in nagrajenec Prešernovega sklada Mirko Bratuša. Slovesnost na Blejskem gradu je na novo povezala dogodke in ljudi ob poteh, ki jih je nekdaj zato, da bi nas povezal, prehodil Primož Trubar.